Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robi Starja Solarja, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Mediji lažejo glede zahtev po zdravniških plačah. Tako pravi Igor Muževič, predsednik sindikata družinskih zdravnikov. In opozarja, da je vlada sama določila ciljno razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v javnem sektorju. Mediji torej lažejo, ker jih je vlada naplahtala. Zakaj mediji vladi verjamejo na besedo oziroma prvo žogo, je pa že druga zgodba. Sedaj pa se lotimo 69. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo še podpira Goloba, kdo še podpira predsednika vlade. Vlada in njen predsednik imata rekordno nizko podporo. Požrešnica, ki bi rada bila predsednica republike, ga poziva k odstopu, Milan Kučan si želi, da bi vlada končala mandat, to pa se mu ne zdi realno. Kdo še podpira Roberta Goloba oziroma na čigavo podporo lahko računa predsednik vlade, nam bo povedal naš stalni komentator, dr. Sebastijan Jeretič. Sebastijan, toplo pozdravljen v Faktorju. Dober večer. Sebastijan, kaj so po tvoje ključni razlogi, da je prišlo do tega strmega padca podpore, saj merjeno po javnomnenjskih anketah, tako vladi kot predsedniku vlade? Enostavno ponovitev že videnega vzorca. Ogromno nekih pričakovanj vloženih, pa z zavedanjem, da ta pričakovanja ne bodo uresničena. Skratka, ljudje volijo samo, da ni Janša, morajo se prepričati, da vložijo neka pričakovanja v nekoga, v zadnji v spodnjih možganih pa že brbota zavedanje, da itak bo tako kot običajno, in ko se po nekaj mesecih pokaže, da je seveda z amaterji tako kot običajno, potem to pribrbota nekako do vrha. Pričemer je pa treba nekaj vedeti. Imamo tukaj zdaj dva tipa raziskav. Eni kažejo dejansko to podpori vlade, ki je seveda izjemno nizka. Istočasno pa smo lahko v Delu videli anketo, ki kaže pa, da je skoraj enak delež tistih, ki pravijo, naj vlada nadaljuje delo, in delež tistih, ki pravijo, naj vlada gre. To pomeni, da tudi ljudje, ki so nezadovoljni s to vlado, kljub vsemu imajo raje nek status quo, pa da imajo nekoga, na katerega lahko svoje frustracije mogoče zvalijo, raje kot neko alternativo, še posebej, ker je ta alternativa popolnoma jasna, in to je vlada Janeza Janše. Tako da na to osnovno, bom rekel, vprašanje odhoda vlade, mislim, da smo še zelo daleč od tega. Ja, absolutno. Saj to se mi zdi, da je neka taka, ne vem, če slovenska posebnost, je pa gotovo značilnost, da smo izjemno nezadovoljni z ljudmi na pozicijah, ampak tisti hip, ko pa ti bodi si odstopijo ali pa recimo se pojavi neko realno pričakovanje, da bi se jih lahko zamenjalo, takrat pa potegnemo ročno zavoro, kot praviš. Ja, imamo neko čudno politično psihologijo pri nas. Saj, če vidimo, dejansko zadnjih 20 let se celotno vrti okrog ene in iste nevralgične točke, in to je podpora ali zavračanje Janeza Janše. In kot pravim, tisti del, ki zavrača Janšo, mora zaradi tega, da se malček potolaži pri tej izbiri in da pravi, da ni samo proti, vložiti neka upanja. In zavedajoč se, da ta upanja ne bodo uresničena. Pričemer je nekaj zanimivo. Nekako na pol mandata ponovadi opažam pri številnih ljudeh, ko se pogovarjam, glej, ampak Janša bi res boljše vodil, evo, naslednjič bom pa res mogoče podprl Janše, sej ni bilo tako hudo. Potem se pa zgodi tisti finiš, zadnja 2 meseca pred volitvami, pa kot neka masovna hipnoza in spet antijanšizem, ki preplavi slovensko javnost. Tako da dejansko smo ena primerna skupina za kakšne zanimive psihološke eksperimente in analize. Ja, absolutno. Predno greva na to, Sebastijan, zakaj se toliko bojimo Janeza Janše, bi te še vprašal. Rekel si, visoka pričakovanja, vedeli smo, da ne bodo realizirane, ampak vendarle se mi zdi, da tokrat so bila ta pričakovanja še dodatno visoka. Zakaj po tvojem? Ja, zato, ker je bil dejansko Robert Golob
prikazan kot vrhunski menedžer in tudi, če smo realni, vsa ta leta od Pahorjeve vlade naprej, torej vsa leta iskanja nekih novih obrazov, je vsaj v zakulisju se o njemu govorilo recimo kot o najboljšem kandidatu iz druge linije, ne? Pa so vlado vodili, ne vem, Alenka Bratušek, Miro Cerar, pa Marjan Šarec, ne? Skratka, on je veljal ves čas kot neki tisti najboljši kandidat levega ozadja in zaradi tega so pričakovanja bila tudi toliko visoka. Potem se je seveda zgodila ta ogromna zmaga, ki je dala res neverjetno moč Robertu Golobu v parlamentu, torej bom rekel, takšna prevlada, da bi jo kakšni demokratični politologi imenovali že skoraj nedemokratična, skoraj premočna, skratka neuravnovešen rezultat, pa se je kljub temu izkazalo, da je dejansko po rezultatih ta vlada mogoče res slabša in od vlad, ki sem jih prej omenil nekako. No. Predno greva na to, kako je vlada oziroma predsednik vlade izkoristil to moč, v kateri si govoril, bi te zdaj to vprašal. No? Zakaj se Janše po tvoje tako bojimo, da kot sam praviš, ne, do tistega fotofiniša volilne kampanje mnogo ljudi, volivcev razmišlja, da bi pa vendarle tokrat podprli Janeza Janšo ali pa saj ne glasovali izključno proti Janši, na koncu pa nekako popustijo in vseeno spet volijo anti-Janšo. Zakaj? Najprej za določene generacije je enostavno deluje še vedno tista kampanja že konca 90-ih let, ki se je potem prevesla seveda tudi naprej. Skratka, ta demonizacija Janše se je začela že z afero Depala vas in potem nadaljevala. Mediji vsa ta leta izpostavljajo Janšo in SDS kot skrajno desnico, kot fašistično stranko in to seveda v slovenski javnosti, ki pa je sociološko vsaj v 90-ta leta vstopila kot sociološko progresivna, napredna, levo usmerjena, je enostavno že ta propaganda delovala. Ne? Po drugi strani je pa tudi res, da z svojim načinom komuniciranja, ki seveda nagovarja predvsem njegovo volilno telo, enostavno da možnost medijem, da med 20-50 sporočili izberejo eno, ki ga potem prikažejo v nekem negativnem kontekstu. Ne? Skratka, gre za nek začaran krog na eni strani demonizacije, ki se je dogajala, na to pa tega delovanja proti tej levi kampanji, ki pa zaenkrat še nekako se ni izvila iz tega začaranega kroga. Zdaj, zanimivo bo videti naslednje volitve tudi iz enega drugega vidika. Opažam namreč, da SDS vodi zelo dobro kampanjo med mladimi prek TikToka, podcastov, torej z mladimi obrazi, ki znajo naleteti na prava ušesa v tej generaciji. Namreč številne raziskave zdaj kažejo, da se mlado volilno telo, torej tiste generacije, ki bodo mogoče prvič volile ali pa drugič na naslednjih volitvah, nagibajo v bolj konzervativno pozicijo, predvsem pa postavljajo zelo visoko vprašanje varnosti, ki ga vidijo ogroženega strani migracij. Skratka, določeni miselni tokovi v novih generacijah grejo na roko SDS-u. SDS vidim, da vodi kar dobro kampanjo v tisti generaciji, tako da bo to mogoče nek bazen drugačnega rezultata na prihodnjih volitvah. Ja, ker navajeni smo bili do sedaj, vsaj pri nas, ne, da v glavnem pač starejši del volilnega telesa odloča volitve. To sem te ravno hotel vprašati, Sebastian, kaj lahko Janša naredi, ne, da pač spremeni to logiko, da na koncu je najbolj pomembno anti-Janša, ker vemo, tudi pri njemu se nekako ocenjuje, da se drugače obnaša takrat, ko prihaja na oblast, kot pa potem, ko je na oblasti. Kaj lahko po tvoje spremeni, če kaj? Ne, res je, ko je na oblasti, je, dajmo reči, dosti bolj povezovalen, vsaj kar se tiče partnerjev. In v zakulisju delujejo zadeve dosti bolj konsenzualno, kot so jih recimo tudi mediji prikazovali v času recimo zadnje njegove vlade in ker vem iz določenega primera, eden od partnerjev, bom rekel, je bilo zelo korektno, kar se tega tiče. Na poti do teh volitev pa seveda vodi neko agresivno kampanjo za SDS, ki je zelo agresivna tudi do tistih, ki so recimo precej
blizu. Ne? Vidimo recimo, eno je sam ta tradicionalni vroče hladen odnos z Novo Slovenijo, drugo pa vidimo tudi zdaj izjemno, bom rekel tako, trdo potezo glede recimo Logarja, ki mislim, da je popolnoma pričakovana zdaj strani Janše in SDS-a. Ne? Zato, ker so ga zdaj postavili na sred trga, da se odloči kako in kaj glede prihodnjih volitev. Skratka, ima ta zelo trd odnos tudi do tistih, s katerimi bi mogoče lahko drugače pristopil, in ker si že vprašal, kaj bi lahko bilo na poti do naslednjih volitev drugače. Eno je to delo na novih generacijah, drugo je pa mogoče res poiskati nek način večje integracije na eno listo, torej na listo seveda, ki bi jo vodil SDS, tudi mogoče s kakimi drugimi manjšimi strančicami ali posameznimi kandidati, ki ponavadi potem drobijo nekako politični prostor, predvsem pa v tistih recimo volilnih okrajih, ko se zgodi, da nek kandidat mogoče ni čisto vsem všeč, bo treba mogoče malo več energije vložiti v neko mikromoderiranje. Torej, imamo tudi volilne okraje, ker seveda potem del stranke ni toliko angažiran, ker kandidira en namesto drugega. Ne? Mislim, da se bo treba dejansko potruditi na naslednjih volitvah dopovedati, da je zelo pomembna popolna ta integracija desnice v en močen rezultat, namesto drobljenja, ki enostavno ne prinaša rezultatov. In je tudi preveč tvegano za izpad, recimo tik pod pragom je končala že vrsta nekih projektov, ki bi bili potencialni partnerji, pa jim ni uspelo priti v parlament. Vse na zadnjih volitvah sta bila vsaj dva taka, ne? Povežimo Slovenijo, pa tudi stranka Aleksandre Pivec. Prav, predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, na čigavo podporo še lahko računa predsednik vlade. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami je še vedno naš politični analitik, stalni komentator Sebastijan Jeretič. Pogovarjamo pa se o tem, na čigavo podporo še lahko računa predsednik vlade. Zdaj, Sebastijan, okrog novega leta je par novic ali pa par dogodkov se je zgodilo, ki so nekako nam dali slutiti, kako se bojo stvari odvijale v prihodnje. Premier je sam rekel, da ne razmišlja o odstopu, da še nikoli ni bil tako motiviran, kot je ta hip. Zaokrožila je fotografija njegovega ponovoletnega kosila z Zoranom Jankovićem v enem izmed ljubljanskih lokalov in ne nazadnje Drago Kos, bivši predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, je za Večer komentiral, da tudi če bi KPK ugotovil kršitev načela integritete pri predsedniku vlade v zvezi z njegovim ravnanjem glede policije, da to ne bi smel biti razlog za odstop, ker bi samo pomenilo, če poenostavim, da predsednik vlade ne pozna dobro zakonodaje na področju policije. Pa me zanima tvoja ocena zdaj trenutne situacije, se pravi, odkje je optimizem predsednika vlade in kaj ti neki signali, ki zdaj prihajajo v javnost, dejansko pomenijo? No, kar se njega tiče, mislim, da bolj kot za optimizem gre enostavno za karakter. In popolnoma jasno je tistim, ki ga poznajo, da se on sam niti slučajno ne bo omaknil, in verjamem, da je prepričan, da mu gre čisto v redu to vodenje države. Tako da mislim, da je to ena zgodba. Druga pa je, očitno so to ugotovili tudi številni igralci v ozadju Levice, zaradi tega, ker je opaziti nekaj premikov. Skratka, ugotovili so, da nima smisla govoriti ali pa načrtovati ali pa pričakovati neko zamenjavo vlade v trenutni konstelaciji parlamenta, brez da bi prišlo do res krvavih posledic. Torej, odstranitev Goloba z mesta predsednika vlade bi povzročila ogromno škode celotni levi sceni, tako da mislim, da so se na eni strani sprijaznili, na drugi pa aktivirali, in sicer tako, da mu grejo spet ponuditi pomoč. In mislim, da po nekaterih informacijah vsaj je namesto tiste uvodne arogance na začetku mandata
ko je nekako brcal v stran vse velike ljudi z leve, tokrat pristal in se je začel družiti z določenimi ljudmi, če ne drugega, je začel vsaj poslušati, čeprav še določenih potez, ki mu jih predlagajo, ni naredil. Skratka, v vsakem primeru se je tudi ozadje levice nekako sprijaznilo s tem, da naj se nadaljuje trenutna konstelacija političnih sil in zaradi tega tudi sledijo določene izjave, da morajo ta mandat pripeljati do konca in tako naprej. Precej bizarna je ta izjava gospoda Kosa, ki je bil nekako prva ikona boja proti korupciji v Sloveniji, zdaj pa pridemo na argument, ni vedel. Zdaj to je, bom rekel, malo zanimiva zadeva, ampak je samo ena v nizu vseh teh izjav. Zdaj smo lahko videli včeraj tudi, da je recimo KPK začasno zamrznil postopek. Skratka, mislim, da prihaja do vrste korakov, ki bodo omogočili celo neke vrste stabilizacijo te vlade. In poleg tega je zdaj na en način malček preusmeril tudi pritisk na socialne demokrate. Skratka, dogajajo se stvari, ki bodo mogoče olajšale nadaljevanje te vlade, ne glede na vse izbruhe nezadovoljstva, ki jih lahko opazimo praktično skoraj v vseh interesnih skupinah, ki imajo opravka z državo. Zdaj, edina v bistvu, Sebastian, ki gre nekako proti temu trendu, ki si ga ti zdaj pokomentiral, je pa predsednica republike. Kako pa si to lahko razlagamo? Jaz mislim celo tako, da tisti njen odgovor tam, čeprav je novinar izjavil, da je imela velik manevrski prostor pri odzivu, ampak mislim, da je bila tako čisto kot iskreno, nepremišljeno, nonšalantno, navrženo, da je popolnoma jasno, če KPK ugotovi kršitev integritete, da mora nekdo odstopiti. Tako da ne bi iskal zdaj prav neke pretirane zarote v temu, ker se tudi meni zdi popolnoma samoumevno, da nekdo, še posebej, ki je v kampanji, skoraj da postavil kot samoumevno, da predsednik vlade v primeru ugotovitve KPK o kršitvi integritete odstopi in da je to nekaj povsem samoumevnega, se mi zdi res razumljiva ta izjava. Je pa res, da so seveda med njima določene napetosti, saj to oba priznata in tudi ona šele išče svoj prostor nekako na politični sceni in mislim, da se trenutno še ni našla, torej da je nihče nekako ne jemlje dovolj resno, kot bi ona mislila, da bi predsednico države nekdo moral imati resno. Tako da gre tudi za to neko pozicioniranje v realnem političnem prostoru, ne samo na neki splošni odprti sceni, in sama zmaga na volitvah seveda ne prinese dejanske moči v političnem prostoru. To je najbolj izkusil recimo Borut Pahor, ki je imel izjemno podporo javnosti, hkrati pa čisto nobenega spoštovanja med političnimi akterji v parlamentu in vladi. Ja, absolutno. Zdaj, Sebastian, časopis Delo nas je tudi obvestil, da se Golob že nekaj časa sestaja tudi z Gregorjem Golobičem in da je to korak v pravo smer, kjer naj bi pravi ljudje nadomestili škodljive ljudi iz njegove bližine. Pa me zdaj zanima, po tvoje, kdo so te škodljivi ljudje in ali res ta prihod v narekovajih Golobiča pomeni, da so se kakšni drugi iz ožjega Golobovega kroga poslovili? Torej, niso se še poslovili, to sem prej omenil. Tukaj je največja tarča kritike seveda glavna tajnica stranke Vesna Vuković. In mislim, da je tudi to vrh, dajmo reči, neke piramide, ki jo želijo akterji, ki bi radi nadaljevanje te vlade, želijo nekako odstraniti. Kot sem razumel strani določenih insajderjev, so dejansko morali izsiliti, oziroma je nekdo velik moral izsiliti od predsednika vlade Goloba, da se je sploh srečal z Golobičem, ker je na začetku mandata enostavno prepovedal sploh približevanje kakršnim-koli vladnim akterjem. In mislim, da je pa zdaj sprejel in celo videl, da je to zanj koristno. In ne glede na to, kaj si kdo misli o Golobiču, gre seveda za enega najbolj izkušenih političnih igralcev in mislecev pri nas in ima zagotovo tako strateške kot taktične nasvete
za predsednika vlade, ki so verjetno dosti bolj kvalitetni z vidika ohranjanja oblasti, kot tisti, ki jih je lahko prejemal od nekih političnih amaterjev, s katerimi se je obkrožil na začetku te politične avanture. Ja, prej si omenil, ne, da pač vsi ti zakulisni igralci mu pač naročajo, svetujejo, predlagajo, sugerirajo neke stvari, ki jih še ni izvedel. Ti imaš zelo veliko teh insajderskih informacij. Kaj recimo mu predlagajo, kaj slišiš, kaj naj bi naredil? Mislim, da je res ključna točka recimo odstranitev Vesne Vuković, ki je najbolj moteča. Na njo hkrati navizujejo tukaj vlogo Damirja Črnčeca, torej ne kot njegov vlogo državnega sekretarja, ker je pač strokovnjak in dela po eni plati, ampak predvsem vlogo v ozadju, v štrikanju razmerij moči. Očitno je averzija do njenega delovanja in delovanja njenega celotnega kroga že tako močna, ne samo med samimi recimo poslanci, ampak na celotni sceni v ozadju levice, da vidijo to kot nek ključni moment. Je pa res, da je pa ona ena od najbolj, bom rekel, dolgoletnih zaupnic predsednika vlade. V končni fazi mislim, da nikoli ne bomo dobili odgovora na to, zakaj je plačeval 100.000 evrov na leto, medtem ko je bila novinarka in se prodajala seveda za avtonomno, pošteno, objektivno novinarko, kar se njeni kolegi še danes prodajajo. In je vprašanje, na kakšen način bo prišlo do te morebitne zamenjave. Zdaj, tle gre seveda tudi za pomanjkanje res neke politične kilometrine in tudi rekel, političnega znanja. Zato, ker človek, ki je tako moteč, bi moral sam dojeti, da se mora umakniti zaradi nadaljevanja zgodbe in se enostavno lahko umakne nekam na stran ali pa spremeni svoj način delovanja, ampak ko amaterji prestopijo nek prag in postanejo politično tako močni, enostavno niso sposobni dojeti ne svoje vloge, ne načina delovanja politike. A je možno potegniti kakšno vzporednico med recimo Golobom in Vukovićevo, pa če posežemo nazaj med Francijem Križaničem, takratnim ministrom za finance, in Dragom Isajlovićem, ker tudi pri Isajloviću se je zdelo, da je skoraj stal Križaniča položaja. Ne? Mislim, težko vidim tukaj zdaj povezavo predvsem zaradi naslednjega. Drago Isajlović je vrhunski strokovnjak, ki je v času, ko je bil recimo v kabinetu Francija Križaniča, svoje znanje dejansko dajal na razpolago državi. Vem, ker sem spremljal par primerov, pa se pogovarjal z ljudmi, kjer je dejansko v času zelo težke krize znal svetovati, kako naj se določeni projekti recimo prestrukturirajo, da bi lahko sploh preživeli recimo tisto obdobje. Ne? V trenutku, ko ga je seveda Pahor nekako, bom rekel, odstranil iz te funkcije, pa je pač začel spet delati posud, kot je to počel tudi sicer. Ne? In v tistem primeru, bom rekel, bi stal Križaničev položaja najbolj zaradi odločitve predsednika vlade takrat, torej Pahorja, ne pa zaradi nekih drugih igralcev v zakulisju. Ne? Jaz mislim, da se takrat Isajlović nikomur ni zameril svojim delovanjem. Ravno nasprotno, pridobil je celo, po mojem, več podpornikov takrat za svojim delovanjem. Ne? Tako da gre bolj za zrcalno mogoče sliko. Ne? Očitno se je zameril takratnemu predsedniku vlade, kot praviš. Ne? Če zdaj tu nadaljujeva, ko si rekel, Isajlović je dal svoje znanje na razpolago državi. Ne? Zdaj v tem, kar pripoveduješ, se pravi, da se nekako poskuša ohraniti pri življenju vlado in predsednika vlade Roberta Goloba, ne? Če malo karikirava, kot na nekih aparatih, ne? Tako rekoč na umetnem dihanju. Kje je zdaj tu država, Sebastijan, kaj ima od tega država, kaj imamo od tega državljani, če ta vlada preživi, če je edini cilj zgolj preživetje vlade? Torej zelo malo in iz dneva v dan manj. Jaz mislim, da so dejansko veliki problemi. Zdaj, vsak čas je seveda zelo težaven in zahteven za vsako vlado. Tokrat so se nakopičili določeni problemi, ki jim ta ekipa enostavno ni kos. In to vidimo pri vseh izbruhih nezadovoljstva in predvsem potem v načinu
spoprijema s tem nezadovoljstvom. Ne. Jaz mislim, da je ravno primer, ki si ga uvodoma izpostavil, to je zdravniška stavka, eden takšnih, kjer na koncu seveda nastradajo državljani. In ne zaradi tega, ker zdravniki stavkajo, ker mislim, da upravičeno stavkajo in podpiram njihovo stavko, ampak bolj zaradi tega, ker vlada namesto, da bi iskala rešitve, izvaja neko propagando proti zdravnikom, torej neko propagando blatenja s pomočjo tistih medijev, ki so nekako pod vplivom vlade. In mislim, da je to velik problem, zato ker je vlada zdaj na valu propagandnega uspeha še manj motivirana, da bi poiskala dejansko rešitev, ki bi omogočila nadaljevanje delovanja zdravstvenega sistema, in mislim, da na koncu seveda zdravnikom ne bo ostalo nič drugega kot zaostrovanje stavke. Ne? In to je eden od teh primerov, ko je recimo vlada seveda podpisala neke zaveze, pa se potem požvižga na svoje obljube. Torej, to je eden od primerov. Drugi primer je seveda, ko vidimo, kar se tiče zdaj sodstva. Pomisli samo, kaj bi se zgodilo, če bi vlada Janeza Janše ignorirala odločitev Ustavnega sodišča zdaj v tem obdobju. Zdaj nekateri se bodo vračali v recimo obdobje izbrisanih ali kaj podobnega. Ne? Ampak v tem primeru bi seveda Bruselj naslednji dan sprejel ukrepe proti Sloveniji, ker gre za nekaj, kar delajo iliberalne države. Ne? Vlada pa se enostavno ne zmeni zato in tudi ne išče ponovno rešitve, ampak spet vodi propagandno vojno proti sodnikom, sicer dosti manj, kot jo vodi recimo proti zdravnikom. Skratka, izbruhne problem, ki pokaže na nesposobno vladanje, in namesto, da bi se spoprijeli, poiskali rešitev in neko zgodbo umaknili iz dnevnega reda, se enostavno grejo neko spletkarjenje in zgodbe se samo še dodatno zakomplicirajo. In da ne govorimo o najbolj bizarnem primeru odnosa recimo do gospodarstva, uvedbi obveznega štempljanja in potem ugotovitev, da recimo zunanje ministrstvo uporablja štempljanje na tak način, da si izmisli, kdaj vsi naenkrat odidejo na malico, skratka izigravanje zakona, in ministrstvo gospoda Mesca, ki je seveda se borilo za uveljavitev tega obveznega štempljanja, pove, da s tem ni nič narobe. Skratka, bizarno, noro. Saj ravno to, Sebastian. Zdaj, nekdo, ki je v predvolilni kampanji veliko stavil na vladavino prava in tako naprej, se pravi konec diktature itd., zdaj težko preživi, verjetno, da ga tako sodniki, zdaj še celo tožilci ne tožijo pred ustavnim sodiščem. A ti misliš, da so ti zakulisni akterji, o katerih si prej govoril, toliko močni, da lahko zdržijo na nek način v korist Goloba vse te številne pritiske, ker če se recimo upre celoten javni sektor, to praktično paralizira državo, kaj potem? No, jaz mislim, da ena od potez, ki smo jih prej omenjali, ki kažejo na neko reorganizacijo ozadja levice, je tudi odločitev SVIZ-a, da bo pa za nekaj časa odložilo svoje zahteve, kar pomeni, da je dalo dihati vladi. Ravno zaradi tega, kar si ti omenil, ker je enostavno preveč front naenkrat. To pomeni, da je samo vprašanje, v katerih segmentih bodo lahko veliki igralci v ozadju uspeli disciplinirati tiste, ki so upravičeno nezadovoljni z delovanjem vlade. Zdaj pa, ali lahko preživijo, dokler imajo matematiko v parlamentu, in mislim, da jo bodo imeli še naprej, ne samo zaradi tega, ker imajo tako gromozansko večino sami, ampak zato, ker so tudi oba partnerja. Najprej eden bi moral biti zadovoljen že zaradi tega, ker ideološko prevladuje in ker so prvič v življenju na nekih položajih ti ljudje. Drugi pa, SD je pa stranka, ki je zelo pridna in ki je notranje sicer lahko izjemno kritična, krizni sestanki, tolčenje po mizi, ne bodo pa povlekli neke hude poteze. Po mojem, sploh zdaj, ko so tudi sami precej na udaru in mislim, da bodo enostavno glavo dol dali in držali zgodbo naprej. Ja, zdaj, to, kar si rekel na zadnje, Sebastian, se pravi, res močna večina v državnem zboru, praktično v tej sestavi ni možna nobena druga
vladajoča kombinacija od te, ki je ta hipa, ne, se pravi, pač brez Gibanja Svobode praktično ni vlade. Pravi ljudje, ne, če gre verjeti nekim medijskim zapisom, ki se zdaj zbirajo okrog predsednika vlade, po drugi strani si pa rekel, da vseeno te vlade ne kaže veliko pričakovati. Zdaj, ne, če so nasveti pravi, pa če je večina tako močna v državnem zboru, kje potem zmanjka? V znanju, v izkušnjah enostavno, ne? Ker te nasveti so pravi z strateško-taktičnega vidika ohranjanja oblasti. Aha, razumem. Zdaj, določene poteze bodo lahko šle nekomu v korist, nekih večjih sistemskih sprememb pa enostavno ne vidim, ker mislim, da te akterji tega enostavno niso sposobni. Vodenje države seveda ni mačji kašelj, gre za zelo resno zadevo. Politika je tako kot vse ostale dejavnosti specifično polje, kjer so nujne izkušnje. In ekipe brez izkušenj so že nekajkrat v nizu pokazale, da enostavno niso sposobne voditi države in upravljati vseh teh sistemov. Ne? In zaradi tega se enostavno na nobenem področju ne dogajajo sistemski premiki, ampak mogoče posamične, hektične poteze. Zdaj, številni pravijo, ne, posebej recimo na področju davčne reforme, da je boljše, da se vlada sploh ne loti, ker tisto, česar se do sedaj lotila, kot praviš, pač ni bila pri tem najbolj uspešna. Ja, in to kaže ravno presoja zelo velikih strokovnjakov, kot je recimo gospod Mrak, da najprej sprijaznjenost z delovanjem te vlade do konca in z pravilno oceno, da je mogoče celo boljš, da ne počne sistemskih zadev, ki bi lahko pripeljali res tudi do kolapsa javnih financ. Ne, videli smo, ena taka hektična poteza je bila recimo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja brez plana B, torej brez sploh izračunov in ustreznih korakov, ki bi pripravili sistem na dejansko potrebno reformo financiranja zdravstva. Ne? In boljše, da se take poteze recimo ne ponavljajo na kakem drugem področju. Ne? Ja, pri čemer verjetno lahko rečemo, da se niti plan A ni uresničil, ne? Ker tisto, kar so najbolj napovedovali, kako bo zdaj denarja dosti, pa še več, ker ne bo več teh stroškov zavarovalnic, vidimo, da temu ni tako. In na to so seveda opozarjali vsi strokovnjaki, ampak to gre enostavno mimo. No? Ja. Sebastian, kdo lahko zdaj politično korist potegne iz tega, če ta vlada recimo pač vegetira do konca svojega rednega mandata? Jaz mislim, da imamo tukaj zdaj vsaj 3 tokove, ki lahko mogoče kaj izkoristijo. Ne? Eno je nek morebitni spet novi politični projekt Levice, ki bo na pogorišču te vlade poskusil recimo ponoviti vajo, ki jo ponavljamo zdaj že nekajkrat. Druga možnost je, da bo SDS mogoče uspela z nekim drugačnim delovanjem pripeljati do nekega rezultata, recimo 40+, kar bi omogočil neko vladanje polnega mandata z manj težavami, kot jih je imela recimo v preteklosti. In tretja opcija pa je enostavno prevlado populizma, bom rekel čistega, tistega tudi politološko analiziranega populizma v Sloveniji, zaradi tega, ker trenutno populizem seveda vodi vlada Roberta Goloba in diskurs in samega Goloba in njegovih kolegov iz vlade, ampak je to še vedno populizem skrit za neko masko domnevne resne politike, resnega menedžerja. Možnost pa je prevlada popolnega uličnega populizma, kot se je že zgodila recimo tudi v kaki drugi državi. Ne? Tako da 2 leti do volitev so pa še tako dolgo obdobje, da je težko danes karkoli napovedovati. Ne? Mislim, da se bodo stvari še večkrat obrnile, spremenile, ampak mislim, da so to nekako 3 temeljni tokovi politični, ki bi lahko nekaj iztržili iz te nesposobnosti trenutne koalicije. Kam recimo, če sploh kam med te 3 tokove ti uvrščaš Anžeta Logarja? Se mi zdi, da smo v zadnjem času pa na njegovo platformo sodelovanja kar malo pozabili, ne? Sicer visoko figurira v javnomnenjskih anketah, ampak tega smo že vajeni, ne? Da pač ankete kažejo nekaj, dokler se ne začne tista prava zgodba, kot si rekel prej uvodoma, tisti finiš volilne kampanje. Kam bi zdaj uvrstil v tej zgodbi Logarja? Je on tle kakšen igralec
lahko premakne stvari ali ne? Jaz mislim, da bi, torej težko je hipotetično zdaj ocenjevati. Zato, ker kot si rekel, pozicija na barometru se ne prevede v recimo pozicijo neke direktne tudi politične podpore za neko stranko, recimo na volitvah. On je nedvomno, kar smo se že pogovarjali, največji politični lider recimo svoje generacije in ima zagotovo politično prihodnost, bodisi da se odloči ostati znotraj SDS in sodelovati pri tej koncentraciji podpore alternative na eni močni listi, bodisi da se odloči za neko svojo pot. Mislim pa, da se glede na izkušnje, ki jih ima, zelo dobro zaveda, kako težavno je postaviti nek politični aparat in da je alternativa temu, da zgradi en resen politični aparat, ta, da se gre en političen projekt, tako kot se je v Sloveniji recimo dogajalo zadnje leta. Pri tem pa težko seveda računa na tako pomoč vseh struktur, kot so imeli projekti Pozitivne Slovenije, SMC, Gibanja Svobode. Kvečemu bi se mogoče lahko lotil projekta na tak način, kot se ga je sprva lotil recimo Marjan Šarec. Takrat je Marjan Šarec zmagal za dlako v tisti regati strank, torej tudi zaradi tega, ker je v tistem obdobju dejansko zavrnil sodelovanje z močnimi centri levice. In tudi zaradi tega ni dobil popolne podpore, ki bi mu omogočila takrat popolno hegemonijo na levem bloku, ampak je dobil nek srednji rezultat, ki pa je zaradi drugih razmer mu omogočil neko vladanje in v momentu, ko je mislil, da je že zrel za, dajmo reči, ravno to hegemonijo in prevlado na levem bloku, je povlekel tisto potezo na precej nespreten način, torej brez pogovora s svojimi partnerji in se dejansko čez noč, torej brez da bi povedal ne samo partnerjem, ampak tudi svojim v stranki, odločil za odstop in računal na hitre volitve. Tako da zdaj, če že v kateri tok od teh bi dal, kvečemo v tisti tok, ki lahko računa na neke nove glasove na pogorišču, čeprav seveda ne gre za projekt levice, ker je jasno, da je Anže Logar desno-sredinski politik, lahko pa mogoče računa na to, da bi, dajmo reči, zajel nek širši val od leve do desne sredine, pa predvsem mogoče tudi v novi generaciji in v tisti celotni generaciji, dajmo reči, ali pa delu levega bloka, ki je mogoče bolj gospodarsko usmerjen in si želi neke drugačne politike. Ampak še enkrat mislim, da je presoja, kakšen je ta potencial, nemogoče dati vnaprej. Šele, ko se bo, če se bo odločil za to, se bo lahko ta zadeva videla. Mogoče bi bilo boljše celo res koncentrirati vse sile alternative v eni zgodbi in ciljati na tistih 40%, ki bi omogočili neko drugačno vlado. Bomo videli, kako se bodo stvari razvijale v prihodnje. Za danes pa, dr. Sebastijan Jeretič, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo še podpira Goloba, že 977. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali Dominika, pa kje najdejo te češplje. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.